Hojla, v tem filmčku bi rada na kratko predstavila naše romanje v Rim. Tokratna odprava urbanih tekačev in prijateljev je štela kar 97 članov. Udeležili smo se malega maratona Roma-Ostia. 5-dnevno potovanje smo prvi dan obogatili s spoznavnim pohodom z vodičko Veroniko po centru mesta. Drugi dan smo spoznali zanimiv predel mesta, ki se imenuje Eur, prisluhnili arheologu Lorencu Konstantiniju. Tretji dan smo tekli mali maraton od Rima pa vse do Tirenskega morja, do Ostije, ki je bilo v času antičnega Rima njegovo glavno pristanišče. Prisluhnili pogovoru z rimskim tekaškim trenerjem Massimom Gubaldijem. Četrti dan smo si ogledali Kalistove katakombe, po katerih nas je vodil sam ravnatelj Lojze Dobrajc. Peti dan pa smo začeli z jutranjim tekom in dodatno s pohajanjem po centru mesta z obiskom oltarja Italije. Vmes pa smo bili nagrajeni še z dodatnimi priboljški Rima, ki jih je vredno doživeti. Sploh, če pomislimo, da je Rim svetovno čudo, ki je tako rekoč pred našim nosom. Kajti do Rima je zelo prijetno potovati z vlakom. Tako smo se tudi mi peljali s Frecciarossa z največjo hitrostjo kar 249 km/h. Zakaj rečemo, da je Rim večno mesto? Rim je znan kot večno mesto zaradi svoje dolge in bogate zgodovine, ki sega skoraj 3000 let nazaj, v čas ustanovitve mesta. Bil je eno najpomembnejših mest v zgodovini sveta, ki je igralo ključno vlogo v razvoju zahodne civilizacije. V Rimu se nahajajo številne zgodovinske in kulturne znamenitosti, ki so pomembne ne le za Italijo, ampak za celotno človeštvo. Med njimi so Kolosej, Rimski forum, Vatikan, Panteon, Španski trg z znamenitimi stopnicami, Trevijski vodnjak in številni drugi. Rim je bil tudi središče krščanstva, saj je bil in je še vedno sedež rimskega papeža in je igral pomembno vlogo pri širjenju krščanstva po Evropi in svetu. In ravno v katakombah, podzemnih labirintih, ki smo jih obiskali, so pokopavili kristjane takrat, ko je bilo krščanstvo še prepovedano. Kljub temu, da se je Rim skozi zgodovino soočal z različnimi izzivi, kot so invazije barbarskih plemen, političnih sprememb in naravne katastrofe, je mesto kljub vsemu ohranilo svojo zgodovinsko in kulturno dediščino. Zaradi tega je Rim postal simbol večnosti in trajnosti, zato ga imenujemo tudi večno mesto. Zdaj pa spoznajmo še prav poseben predel Rima, imenovan Eur, Esposizione Universale Roma, ki je bil zgrajen v 30. letih 20. stoletja, v času fašistične vladavine Benita Mussolinija. Namenjen je bil prireditvi svetovne razstave leta 1942, ki pa je ni bilo mogoče izvesti zaradi izbruha druge svetovne vojne. Predel je zasnoval arhitekt Marcello Piacentini, ki je ustvaril koncept monumentalnega kompleksa v modernističnem slogu, ki bi predstavljal fašistično Italijo kot državo prihodnosti. Načrtovalci so si zamislili, da bo Eur postalo novo središče mesta in prestolnica novih inštitucij. V kompleksu so zgradili veliko različnih stavb, vključno z velikim kongresnim centrom, muzejem, različnimi ministrstvi, olimpijskim stadionom in drugimi infrastrukturnimi stavbami. Območje je bilo zgrajeno v obliki velikega kroga s pravokotnimi ulicami, ki so se križale v osrednjem trgu, imenovanem Piazza Italia. Danes je Eur pomembno poslovno in finančno središče Rima ter pomembno turistično območje s številnimi muzeji in galerijami. Ravno v tem delu mesta pa smo imeli tudi mi, naš hotel, prevzem štartnih številk in štart malega maratona. Čisto blizu našega hotela pa sta tudi najboljša pizzerija v Italiji, GG z res izvrstno in bogato obloženimi picami na kose in tudi nagrajena sladoledarna Gelateria Torče. Oba sta vredna greha, da potem pri slabši ponudbi na greh niti ne pomisliš. V naslednjem filmčku pa boste lahko pogledali, kako sva z Jasmino tekla mali maraton Roma-Ostia. Prijavite se na naš YouTube kanal in bodite fajn!